Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Visoke cene nafte vplivajo na slovensko kmetijstvo. V šolah so nared za začetek novega šolskega leta. Previdno v okolici šol ob začetku šolskega leta. Vreme. Jutri bo delno jasno. Spoštovani gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Cena nafte, ki jo za svojo dejavnost potrebujejo kmetje, je v zadnjih mesecih kar nekajkrat poskočila in s tem zamajala pričakovane dohodke kmetov. Letošnjo letino zaznamujeta dva dejavnika, suša in cene nafte. Suša je prizadela kmetijstvo bolj, kot so pričakovali, hkrati pa so šle cene nafte in naftnih derivatov, ki jih kmetje potrebujejo za delo, v nebo. Zopet nas je, ne bom rekel ravno presenetila, ampak vendarle zopet smo doživeli še dodatno rast cene kmečke nafte. Imamo novo rekordno ceno preko €1,5 za liter. In tukaj menimo, da bo potrebno tudi v naši državi poiskati dodatne načine, da to kmečko nafto znižamo, da ceno kmečke nafte znižamo. Tudi v luči letošnjih razmer, kajti kmetje bodo šli v letošnji jeseni zagotovo na vsak način iskati še kakšen dodaten odkos, še kakšen dodaten, upravili bodo zagotovo dodatne setve za to, da bodo vendarle upali na čim večjo pridelavo krme, kajti na kmetijah jo primanjkuje. Kmetje bodo torej po besedah predsednika zbornice dodatno sejali, a hkrati to pomeni tudi porabo nafte, ki je dosegla rekordno ceno. Zato moram reči, da me res prvič smo zelo hvaležni, da je ministrstvo, vlada namenila že prvi ukrep 8,1 milijona za blažitev draginje nafte in visokih cen gnojil. Pa vendarle v tej luči dodatnih podražitev bo ta pomoč povsem izvenela. Praktično, ponavljam, smo hvaležni, vendarle pa ne bo dosegle na koncu svojega namena, kajti stroški se nam še dodatno povečujejo. Zato lahko tudi na tem mestu rečem, da sem vesel, da s kmetijskim ministrom in z ministrstvom skupaj že iščemo načine, kako ublažiti to visoko ceno. Podgoršek, ki pri tem primerja cene nafte pri nas in v soseščini. V naši sosednji državi Hrvaški je za 20 centov nižja, kot je v Sloveniji. Na koncu pa so kmetje konkurenti na trgu in pod takšnimi pogoji resnično ne moremo opravljati svojih nalog konkurenčno in ne nazadnje na teh kmetijah tudi preživeti. Kmetje, vinogradniki, čebelarji, skratka vsi, ki skrbijo za pridelavo hrane, so pod velikimi stroškovnimi pritiski. Na eni strani zaradi dejavnikov, na katere nimamo vpliva, dveh vojn v naši bližini, izjemno rastejo cene nafte, kmečke nafte, ki jo kmetje uporabljajo pri svojem delu, in tudi mineralnih gnojil. Na Ministrstvu za kmetijstvo smo junija, takoj ko smo preverili stanje po prevzemu odgovornosti za vodenje resorja, sprejeli kar nekaj hitrih odločitev. Na eni strani seveda generalno usmeritev ministrstva, ki gre v smer, da bomo v tem mandatu pomagali kmetijskemu resorju k največjemu napredku po osamosvojitvi. Na drugi strani smo se soočili z vsemi ujmami, ki so letos prizadele Slovenijo in tudi že v preteklih letih, in z zaostanki v postopkih sprejemamo vse pozive, vse klice k temu, da naj čim hitreje ukrepamo pri zniževanju cene kmečke nafte. Pri tem poudarjajo, da so na ravni vlade uspeli zagotoviti sredstva za dopolnitev evropskega ukrepa za pomoč ob draginji mineralnih gnojil in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov in jo bomo nekje do konca leta že lahko nakazali kmetovalcem. Skrajni rok po predpisih Evropske unije je februar naslednje leto, ampak tu bomo poskušali narediti kar se da hitro. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice in resorni minister sta dodala, da načrtujejo večplastno pomoč, pri cenah nafte pa se bodo potrudili, da bodo v najkrajšem času cene nafte znižali na sprejemljivo raven.
Pred nami je prvi šolski dan. Kako se nanj pripravljajo v šolah, nam bo zaupal gospod Aleš Benko, ravnatelj Osnovne šole 1 v Murski Soboti. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, v torek se bodo znova odprla šolska vrata za številne učence osnovnih šol. Kako se pripravljate na prvi osnovni šoli na odprtje vrat? Mi smo se v bistvu začeli že pripravljati v mesecu juniju oziroma juliju. Seveda so bile pred nami zaslužene počitnice, za nekatere daljše, za nekatere krajše. Smo se pa vsi vrnili v začetku tega tedna in pa seveda pripravljamo vse te aktivnosti, ki bodo začele delovati v torek, se pravi 1.9. Program je v bistvu takšen, da bodo učenci 15 do 8, pa vse tja do 8:15 prihajali po določenih urah, da jih bomo lahko sprejeli pri glavnem vhodu in pa na zadnji strani šoli predvsem za razredno stopnjo. Potem pa seveda razvrstitev z razredniki po učilnicah. Prvi razredi pa bodo deležni tudi obiska gospoda župana, gospoda Damjana Želja. Ob 10:30 bomo imeli v mali telovadnici en takšen kratki sprejem, pa seveda kulturni program, ki ga pripravljajo učenci in pa učiteljice. Za prvošolke in prvošolčke je to še posebej slovesen dan in dan, ki si ga bodo verjetno zapomnili, zato ste za njih verjetno pripravili tudi malce drugačen sprejem v šolo. Verjamem, da na ta način. Poleg tega smo pa včeraj imeli še srečanje z starši prvošolčkov, da so dobili še dodatne oziroma potrebne informacije, kako speljati to novo šolsko leto. Tako da mislim, da so vsi seznanjeni z vsemi aktivnostmi, ki bomo peljali. Sicer pa v tem letu se na Osnovni šoli 1 v Murski Soboti obeta tudi novost. Res je, z letošnjim letom vstopamo v uvedbo RAP-a oziroma tako imenovanega razširjenega programa. Seveda so priprave v letošnjem šolskem letu bile toliko bolj intenzivne, pa prepričan sem, da bomo še kakšne stvari morali popravljati oziroma dopolnjevati v mesecu septembru, pa tudi oktobru, ampak mislim, da smo dobro pripravljeni. Kaj ta razširjeni program pomeni? Čisto konkretno oziroma v šoli. Sam pouk poteka v bistvu po obveznem programu in pa potem še po dodatnih aktivnostih. Nekatere zadeve, ki smo jih peljali v prejšnjih letih oziroma v prejšnjem sistemu, kot so recimo jutranje varstvo otrok od 6. ure naprej in pa v popoldanskem času oziroma po obveznem programu tako imenovani oddelki podaljšanega bivanja, in pa še nekatere druge zadeve se sedaj skupno imenujejo RAP oziroma razširjeni program. Tako se bodo zdaj učenci razvrstili v te aktivnosti, seveda učitelji razpisali določene aktivnosti, ki bodo v teh terminih izvajali. Bistvo vsega RAP-a, lahko povem v enem stavku, je pa to, da več ne bo nekega čakanja na začetek pouka v jutranjem času oziroma popoldne na čakanje odhoda domov in pa peljanje nekaterih interesnih dejavnosti in aktivnosti. Sedaj bodo vse aktivnosti, ki bodo določene ure za te aktivnosti, učitelji in ti bodo izvajali določeno dejavnost. Ali bo to na primer šah, ali bodo to športne dejavnosti, ali bodo to, ne vem, kakšne kulturne variante, gledališče in podobno. In komu je razširjeni program namenjen? Je to za vse učence ali pa je ciljno za kakšne skupine? Tako, za vse učence od 1. do 9. razreda, je pa seveda odvisno, kaj bomo oziroma kaj smo kot šola ponudili. Načeloma so razdeljene te aktivnosti po razredih, se pravi po generacijah, nekatere aktivnosti pa seveda tudi se združujejo. Zdaj, če se vrneva k prvošolkam in prvošolcem, po nekaterih podatkih jih je manj, kot jih je bilo minula leta. Kaj to pomeni za vašo šolo? Poleg tega, da se lahko individualno malce več ukvarjate z učencem in učenko. To je res. Do sedaj smo imeli vsa ta leta za nazaj 27 oddelkov, se pravi od 1. do 9. razreda po 3 oddelke ABC. V letošnjem letu žal samo 2 oddelka. Trenutno imamo na šoli pravkar preverjeno, seveda, ker se te migracije še zdaj dogajajo, 570 otrok. V lanskem letu istega časa smo imeli 607. To je ena zadeva. Druga stvar, v prvi razred imamo v generaciji trenutno upisanih 41 otrok, pomeni 2 oddelka. Vse ostali oddelki so pa tam 60 do 65, konkretno najštevilčnejši 3. razredi z 79 otroki. Je pa res, da vidimo še eno težavo za naslednje leto. 9. razredov trenutno 67, se pravi številčnejša generacija, ki bo naslednje leto pa zapustila osnovnošolske klopi.
Zdaj, Aleš Benko, ravnatelj prve osnovne šole v Murski Soboti, kar se zdi pomembno vprašanje, pa tudi je pomembno vprašanje. Kaj bi sporočili na tem mestu staršem in otrokom, preden gredo znova v šolo, se pravi pred torkom? Morda tudi kaj posebnega za prvošolke in prvošolce? Generalno, vse informacije so podane že na spletni strani šole. Učenci, ki že več let obiskujejo naš zavod, so tako ali tako seznanjeni z samim delovanjem šole, predvsem pa te prve dni varno pot v šolo, se pravi paziti na promet. Vse ostale aktivnosti, ki se tičejo šole, pa bodo učenci tako ali tako zvedli. Torej, želiva jim le še srečno pot in srečno skozi teh 10 mesecev, kolikor traja šolsko leto. Za vse drugo pa se boste potrudili učitelji in učiteljice oziroma vse osebje, ki je na osnovnih šolah. Tako je. Hvala lepa. Aleš Benko, najlepša hvala. Tudi vam. Prvi šolski dan prinaša bistveno povečan promet in spremenjene potovalne navade, saj se na ceste po dolgih počitnicah hkrati vrača na tisoče razigranih šolarjev, dijakov in staršev. Zaradi tega bo v okolici šol in vrtcev veljal poostren nadzor. Varnost najmlajših pa bo glavna prioriteta vseh pristojnih služb. Policisti, mestni redarji ter številni prostovoljci bodo varovali otroke na izpostavljenih prehodih za pešce in nevarnih odsekih. A previdnost velja vedno, ne le na prve dni novega šolskega leta. Če pripelje vozilo javnega prevoza oseb otroke v šolo in je označeno s posebnim znakom in zdaj odlaga otroke na ta način, da je avtobusno postajališče označeno na vozišču. V tem primeru, če ima vključene vse 4 smerne utripalke, je označeno s posebnim znakom, s posebnim oranžnim znakom za prevoz otrok. Pomeni, da če vozimo v njegovi smeri vožnje, ne smemo mimo tega vozila. Obvezno je potrebno počakati, da otroci vstopijo oziroma izstopijo, da se to vozilo odmakne in šele potem lahko nadaljujemo. Če vozimo v nasprotni smeri vožnje, pa lahko peljemo mimo, vendar izjemno previdno. Če peljemo v nasprotni oziroma v obratni smeri vožnje tega vozila, pa upočasniti in previdno mimo. In vedno pričakovati, da za avtobusom lahko tudi priteče otrok čez cesto. Vremenoslovci napovedujejo, da bo jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dopoldne je bilo pretežno jasno. Zjutraj so v Murski Soboti namerili 22, v Lendavi in Radencih 21, v Krajinskem parku Goričko pa 20 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 19, na Ptuju 18 in v Mariboru 17, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 27, v Mariboru 26, na Ptuju pa 28 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 15 in 19, čez dan pa med 25 in 31 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost, pa srečno!